konkretno je pri vas tisto, kar je sustainable, pomeni kaj tisto, kar bi Darko, ko bi gledal vaš vprašalnik, rekel, oni se pa zaslužijo bolj ugoden kredit. Malo posplošujemo. Tako da si znamo vsi predstavljati, tudi mogoče pa, pa še pod vprašanje je pa, kaj so koraki, kako se tega voditi? Mogoče bi začel z navezo na to, kar je Darko povedal. Jaz osebno verjamem, da bo to prej kot 15 ali pa 10 let. Je pa res, da pa ti moraš pa imeti korektno merilo za vse. Nekje boš, da lahko to sprovajaš, rabiš imeti neko moč, tako kot je imela zdravstvena svetovna organizacija moč, da se ekonomija ustavlja, ni mogla Amerika priti, pa vse države, Nemčija, Anglija, ustaviti ekonomijo. Tako imamo pač v Evropi centralno banko. Ona lahko vpliva na enega. In zato, da bomo se masa premaknila k temu, sem prej imel filozofsko opisu temu prihodnjemu svetu, vedenju našemu, imaš motivator pa demotivator. Zdaj, da bi vse te nove tehnologije, ki v osnovi še nima ekonomije vseh, bile cenejše, da bi bile motivator, ker je cenejše kot nekaj, kar je bilo prej, da bi se vsi premaknili, tja bomo težko dosegli. Je bolj demotivator tisti, dokler ne pride. Demotivator je pa lahko skozi take mehanizme, kot centralna banka, nekje druge, ki bo lažje, na nekem sredstvu, ki ga si uporablja, ali na dimniku, to lahko hitro. Če tisti, ki ima dimnik, je davek 3% na nepremičnino, tisti, ki je priklopljen na vodik, pa se ogreva, ali pa na toplotno črpalko je 0,3. To je nekaj, kar lahko narediš, pa ne morejo reči, da ni bilo pravilno zmerjeno in ustavno pač stvari rušiti. Tako da, in jaz verjamem, da bo zelo hitro se zgodilo, da sploh kredite ne boš mogel dobiti, če si določene industrije, bo lažje reči v industriji nekaj, kot mogoče skozi neke vprašalnike, neko metriko, če ima vsaka banka drugačno in tako naprej, preden se bo to univerzalno naredili. Mislim, prvo, kar bi mi lahko naredili, zračunali CO2. Mi smo recimo že prispevali čez okrog 20 milijonov kilometrov brez izpusta CO2 neposrednega. To se da zelo zračunati, koliko je to ton, koliko je to je ena stvar. Potem bi lahko zračunali glede na uporabo naših avtov, ki so deljeni, koliko različnih ljudi uporablja, koliko manj avtov je bilo treba proizvesti, zato da ljudje lahko zadovoljijo potrebo po prevozu. Tako da vsak poslovni model, vsako podjetje bo imel neko skozi svojo osnovno dejavnost, možnost improvementa, na način, da bojo uporabljali nove tehnologije in pa storitve na trgu. Primer tisti, ki bojo pri nas imeli avte. Električne bojo že sigurno imeli pri banki nek plus. Če bo električne avte vozi. Če ste se sledili, Evropa je prepovedala, ta teren je bil sklep Evropske komisije, z 2035 je prepovedano prodajati, kar ima izpuste, se pravi benzinske, dizelske avtomobile. Potem je za sveža iniciativa je strani velikih, mislim, da jih je že enih 30 velikih playerov, kot so Uber, Ikea, podobni, ki lobirajo, da se z 2030 corporate podjetja, da morajo vsaj na električne avte. To je čez 6-7 let. Zdaj si predstavljam samo v Sloveniji, kaj to pomeni, ko imamo 1.300.000 avtov. Če gledamo na 2035, je to 100.000. Zdaj, tukaj je lahko država rekla, tisti avto, ki ima izpust 100 gramov, je vsako leto registracija 1000 evrov. Tisti, ki ima nič gramov, je 50 evrov. To so enostavne prijeme. Nekaj druge, mogoče pri energetiki, kaj drugače. Upam, da sem govoril približno. Ja, super. Jaz mislim, da je ključno, da si podjetja dajo svojo strategijo te cilje, da si ti postaviš letne kazalnike, recimo, kaj želiš narediti do 2025, do 2030, katere tiste stvari, na katere lahko vplivaš, da si jih dejansko daš strategijo, da ekipa ve, da mora doseči ta cilj, ali je to optimizacija produkta, se pravi porabiti manj virov za produkt, ali je bolj ekonomično načrtovanje proizvodnje, izboljšava oziroma redukcija količine materijala za produkt. Za nas konkretno je lahko en tak cilj, koliko kilovatnih ur elektrike smo uspeli nekomu prištediti.
in posredno, koliko smo razbremenili elektroenergetsko mrežo zaradi tega. To je lahko ena metrika, ko pri vsaki zgradbi, če gre na kotl, ali gre na biomaso, ali karkoli gre, znamo zračunati neki average use, pa znamo razumeti, kaj bo neka tehnologija, ki je sicer dražja, prinesla pri razbremenitvi, se pravi, koliko stroškov bom pa na mesec prihranil zaradi uporabe obnovljivih virov energije in koliko bom posledično razbremenil električno mrežo. Ker če nekdo investira, bom rekel v to, da bo porabil manj, potem pomeni, da bo tudi naše elektroomrežje lahko ekspandiralo počasi. Se pravi, če si nastavim te kazalnike in probam izboljševati, je nekaj, kar lahko sledi neko podjetje. Recimo, če se v naslednjih 10 letih bo zgradilo 2 ali pa 3 proizvodne hale, potem pri vsaki od teh investicij lahko to upošteva. Te podatke moramo mi kot podjetje prezentirati strankom. Se pravi, mi smo dolžni znati zelo dobro in otipljivo povedati, koliko se da prihraniti s konkretno investicijo v določeno tehnologijo. Hkrati pa, po mojem mnenju, mora biti pa tudi inštitucija, ki nas preverja, da to, kaj govorimo, da je to tudi res v praksi. Ker papir vse prenesem, pa potem, če v energetiki so odstotki zelo sprostituizirani. Vsi uporabljamo 50%, boš tu porabil, pa 50% tam, pa že pride unicorn s čudežno mavrico, pa vam že denar nazaj meče. Ampak to se še ni zgodilo. Zato morajo ti odstotki pa te obljube biti dejansko otipljivi, zaradi tega, da če vi investirate, da dejansko lahko pokažete, evo, toliko sem prištedel v naslednjih 25 letih vodenja tega objekta, moje proizvodnje, ki je recimo energetsko zelo zahtevna, sem toliko pa toliko virov zmanjšal. Bolj je to konkretizirano in bolj so za vse investitorje konkretizirane stvari, ki jih lahko naredijo, lažje bo to veljalo. Koliko pa potrošniki zdaj, ali pa kupci, koliko pa njim pomembno, da je nekaj sustainable, da je v podjetju število ženskih in moških zaposlenih, da je približno enako, da podjetje vrača družbe in tako naprej. Ali to dejansko že obstaja, vidite, že kot nekaj, kar že pomaga pri prodaji, če lahko zelo poenostavljeno rečem, ali ne? Dobro vprašanje, mislim, da z enim navdušenjem spremljam ta score, recimo, ne? Del tega je tudi data privacy. Recimo Facebook je dobil full slab score zaradi tega, ker ima data privacy policy, it's a mess. Ne? Ni šans, da bo dobil dober score in to bo nekaj signaliziralo družbi na dolgi rok. Ne? Isto diversity. Ne? Danes je bila skoraj nova direktorica Lotrično Roslava. Jaz sem govoril z tem podjetjem in ko sem videl, koliko iskreno si oni interno prizadevajo, njime res mar. Govoril sem sicer z očetom, oziroma bivšim direktorjem, ampak ko sem videl, kako oni načrtujejo, oni so res in z communityjem, v katerem živijo, in bom rekel, z celotna uprava, to je bilo res na agendi, to ni bilo fake na agendi, to je dejansko bilo podjetje mar in za njih je bilo del presoje. Ali bomo s tem pridobili, ali s tem ne bomo pridobili. In Lotrično Roslava je Domel in podobno slovenska podjetja, koliko sem jaz stikal s njimi, lahko rečem, da to so začela gledati to, da smo mi dobili feedback, da jim je to pomenilo. Misliš, da lažje prodajo, ne mogoče v tujino, ker se tako obnašajo, ali misliš, da so ahead of the curve, pa da vidijo prihodnost? Mislim, za slovenska podjetja, ki bojo imela dober skor, bo definitivno odskok na sever lažji, po mojem. Jaz mislim, da to bo del nekakšnega small talka, ko začneš neko prodajo. In če dalje več bo takih z takšnimi vrednotami pa odnosom, kot si omenil, bo med sabo se bo nesrečevali. Če boš ti nekaj želel prodati, bo sigurno, če si z njihovega regla, ali kako bi rekel, boš imel definitivno prednost. Zdaj, bolj po severu pa zahodu, tam pa so že tudi bolj informirani pa ko vojska, črnobelasi, tako da to se zdaj pripravlja. Moram reči, da sem zelo presenečen bil, da je danes tak dogodek organiziran, oziroma da je sit organiziral to, da je to tema, v kateri se pogovarjamo pa gledamo naprej. Mogoče danes to pripravi, ampak ko enkrat to dejstvo, bojo potem lahko konkurenti iz tujine, ki bojo te stvari že imeli ponotranjene, preden se mi prilagodimo, sploh to razumemo pa uvajamo, bo lahko prepozno. Tako da to bo sigurno ena izmed konkurenčnih faktorjev v
prihodnosti, to je moje videnje. Zdaj, če gledamo na vse social, tudi to ne moreš ljudi lepo prositi, naj so prijazni do vseh, ne. A je to LGBT, ali je to moški, ženska, ali je to invalid. Pač v tistem, ko sem o filozofsko začel govoril, če tako gledamo na svet, je treba jasno vedeti, tisti, ki imajo možnost, jim treba dati možnost in ne tolerirati, če glumijo, ne, da delajo, pa ustvarjajo, pa s tem dobijo pravice. Tisti, ki nimajo, tiste pa moram poskrbeti. Ne. In to je zdaj pač, če ne milu, pač na silo treba. Ne. In neke frameworke narediti in potem meriti in to upoštevati. Tako da ta S je padel noter zraven idealno k EU. Ne. Kar, če želiš. In se pravi, širšem pogledu v družbo. Da prijemo tega, da se zavedamo, zakaj smo tukaj skupaj. Ne. Te bom malo nakrog potegnil, pa imel boljši avto. Ne. Ali pa rabim boljšo obleko, ali pa vsak mesec zamenjati, pa stran metati, pa zakuriti, zato ker bom pomembnejši ali nekaj dobro. To mora iti ven z glav. Zato to, kar se posledice, ko so se zgodile, je bo pač treba, hvala Bogu, da je to zavedanje, pa da se v tej smeri. In ta skor bo na začetku tudi backfire. Recimo, dokaj ni dovolj žensk na bordih, se bo zgodilo, ne, to, kaj se je recimo Sheryl Sandberg zgodilo na Facebooku, ki je definitivno bila za odpustiti, ne, da je zaradi tega, ker ženska niso mogli odpustiti, kar pomeni, da mora biti dovolj žensk na bordih, da tudi neko žensko, ki ne bo delala korektno v skladu z ostalimi, ESG kriterij, da bo lahko odpustili, ne, da bo ohranjali delovno mesto zgolj zaradi diversityja in bo neki heat shield za vse, kar se zgodi v firmi, zaradi tega, ker je ženska načelo tak velika organizacija. Torej, short term, dokaj ne bo dovolj tega, bo ti kazalniki tudi backfirali.